En lep pozdrav na današnjem webinarju in vesela sem, da se znova družimo preko spletnih ekranov. Kot vedno bo tudi tokrat zelo aktualna in zanimiva tematika in z nami je premierno, torej prvič, psihologinja Lara Delić. Zakaj sem tokrat v bistvu povabila njo? Zato, ker smo 10. oktobra praznovali Svetovni dan duševnega zdravja. In verjamem, da se boste tudi vsi vi strinjali s tem, da je naše mentalno zdravje eden od temeljnih stebrov celotnega zdravja in bistveno vpliva v naše počutje, sploh v razmerah, v katerih smo se znašli. In prav zato bomo danes in pa naslednji ponedeljek obravnavali krepitev psihološke prožnosti. Psihološka prožnost nam pomaga, da lahko učinkovito se spopadamo z stresom. In tega je danes praktično na vsakem našem koraku res ogromno. In vsi, ki ste v Kaliviti, pa zelo dobro veste, da stres zelo uničuje našo imunsko odpornost. Sicer se v Kaliviti načeloma zelo uspešno borimo z vsemi mentalnimi napori, jaz osebno recimo z izdelkom Rodiolin, pa stres management, ampak zelo pomembno je pa, da delamo tudi na sebi in da pripravimo naše podstrešje, bom tako rekla, na vse izzive sodobnega časa. Ker pa je danes Lara z nami prvič, se mi zdi, da jo moram tudi ustrezno predstaviti, da jo boste tudi vi bolje spoznali. Z nami je namreč asistentka Lara Delić. Je univerzitetna diplomirana psihologinja, svetovalka in predavateljica, ki deluje na področju razvoja človeških virov in pa tudi na področju osebnega svetovanja ter razvoja osebnostne rasti. Je terapevtka medicinske hipnoze, mediatorka, edukantka transakcijske analize, licencirana svetovalka Profile XT in tudi lastnica blagovne znamke Psihologinja Lara in pa Lead HRM. Hkrati je pa tudi asistentka za področje psihologije na Univerzi v Mariboru. Ohranjanje stika z akademsko strujo, tako kot pravi sama, jo podpira pri tem, da pri svoji stroki oziroma pri svoji strokovni poti ubira pristope in pa metode, katerih učinkovitost in pa koristnost sta znanstveno podprti. In glede na to, da tudi v Kaliviti vedno stremimo k nekim znanstveno podprtim pristopom in pa absolutno k učinkovitosti, in zato se mi zdi, da je tudi to področje v bistvu kompatibilno in da nam Lara lahko danes res preda veliko uporabnega in koristnega znanja. Jaz bom delila tudi zaslon, ker je Lara pripravila eno posebno prezentacijo, tako da bomo lažje spremljali njeno predavanje in ji z veseljem predajam svojo besedo. Hvala. Samo še trenutek mi daj, prosim, da jaz vklopim prezentacijo, tako ja. Ja, ker v miru. V tem času bom še enkrat vse lepo pozdravila in se zahvalila za to priložnost. Kaj več o sebi, mislim, da na tem mestu skoraj da ni potrebno povedati, me Maja tako izčrpno in lepo predstavila, hvala ti. Mogoče kaj več o današnji temi, o kateri je tudi že bil v bistvu en uvod prav lepo narejen. Sicer naju je v bistvu za Majo nagovorile trenutne razmere, ki so definitivno stresne in upam si trditi, da v bistvu se na globalni ravni se je trenutno dogajanje dotaknilo čisto vsakega posameznika in vneslo v njegovo življenje en cel kup sprememb, od malih pa do tistih zelo velikih. In spremembe vsekakor so stresne. Tudi za tiste najbolj pustolovske, tudi za tiste, ki potrebujejo največ dinamike v svojem življenju, psihološka sprememba oziroma sprememba zahteva neko vrsto prilagoditve in povzroči določeno mero stresa. Stres pa je nenazadnje tudi potreben za to, da se mi na eni točki pa uspemo dobro prilagoditi na okoljske zahteve. Preden pa zdaj čisto zajadramo v trenutno dogajanje, bi se mogoče malo ustavila na dejansko temu, kakšen svet poznamo danes. Že pred samo korono, v bistvu v kakšnem svetu smo živeli. In v prvi vrsti bi rekla, da smo živeli v svetu
neštetih možnosti. Dejansko v vsakem gospodinjstvu skoraj se nahaja neka naprava, ki je povezana z svetovnim spletom in mi preko tega dejansko imamo svet na dlani. Lahko vidimo katerikoli kraj na svetu, lahko okusimo katerokoli kulturo na svetu, globalni transport je tekel, lahko smo iz katerekoli države na svetu si naročili, karkoli smo pač na spletu našli in si tega zaželeli. In te neskončne možnosti, kolikor krasno se slišijo, po eni strani je to neka brezmejnost in taka neskončnost, nam tudi v bistvu ne ustvarja vedno občutka varnosti. Pa če v bistvu se mogoče premaknemo samo na naslednji slajd, ki v bistvu prikazuje to eksponentno rast odkritij in nekih pomembnih novosti, nekih pomembnih znanstvenih odkritij in izumov, ki so zaznamovali naša življenja. Če pogledamo recimo, koliko 100 let je minilo od tega, ko so izumili tiskalni stroj, s katerim so pač omogočili, da je lahko več ljudi bralo, da je lahko več ljudi prišlo v stik s knjigo, do tega, ko so izumili teleskop, pa potem spet v bistvu mine nekaj 10.000 let, da so izumili žarnico, pa potem spet avto in potem na koncu pa pogledamo tole blazno eksponentno rast, ko v bistvu skoraj te pikice, ki označujejo neke pomembne izume, jih že skoraj težko razločimo med sabo, koliko dejansko koliko napredka, koliko nekih tehnoloških izumov dejansko poznamo danes in z njimi prihajamo v stik dejansko v našem vsakdanu. Skoraj ni več posameznika, ki ne bi imel mobilnega telefona, skoraj ni več osebe, ki ne bi imela Facebook, pa mogoče se zdaj najdejo kakšni taki, ki ga namenoma nimajo. Potem poleg mobilnega telefona, ki je seveda pametni telefon, nas ima mnogo med nami tudi tablico in tudi računalnik in imamo gor naložene razne aplikacije, od katerih dnevno se nove in nove izumejo. Omogočajo, da se mi v bistvu nenazadnje danes lahko pogovarjamo kljub vsem omejitvam stikov, ki so pač priporočene in zahtevane. Kolikor nam tehnologija hodi nasproti in verjamem, da je dejansko tale napredek in izumi, da so narejeni v prvi vrsti, zato da nam življenje olajšujejo, izboljšujejo, nam po drugi strani se cel ta napredek dogaja toliko hitro, da se mu človek dejansko ne zmore prilagoditi. Zato sem rekla, da to ni svet, kot ga poznamo danes, ampak je svet, kot ga imamo danes. Težko v bistvu zdaj naštevam v tem trenutku, kaj vse že poznamo in kaj vse imamo, zato ker sama, ne glede na to, da se še vedno štejem v mlajše generacije, nimam pregleda nad vsem in dejansko mogoče niti ne poznam vseh socialnih omrežij in vseh komunikacijskih kanalov, ki so dejansko danes omogočeni. To hkrati tudi pomeni, da smo mi z vsemi, poleg pač mobilnega telefona in WhatsAppa in Zooma in Messengerja in Viberja in še bi lahko naštevala, dejansko preko teh kanalov smo mi dostopni kjerkoli smo in ob kateremkoli času. In to pomeni, da v bistvu zdaj delo in neke obveznosti vdirajo v naše zasebno življenje in brišejo to mejo. Brišejo mejo med tem, kdaj smo v vlogi zaposlenega, v vlogi vodje, nenazadnje mogoče celo v vlogi prijatelja in kdaj smo v vlogi družinskega člana. Vse te meje se med sabo brišejo. Zaradi tega, ker smo vedno bolj doma na spletu
vedno bolj tudi sami čutimo potrebo potem, da smo v stiku z vsemi novostmi in z vsemi informacijami, ki dnevno prihajajo. Po drugi strani pa v bistvu tudi ne moremo izklopiti tega bom rekla, invazivnega dela tehnološkega napredka, se pravi, da nas kdorkoli lahko kjerkoli in kadarkoli zmoti oziroma nagovori. In da imamo vedno manj nadzora nad tem. Če na tem mestu v bistvu povežem to z situacijo korone, pa bomo o tem mogoče malo naprej v nadaljevanju še več o tem rekli. Ampak dejansko jaz recimo osebno se trudim, da si omejim čas, ki je dnevno namenjen pridobivanju informacijam o koroni. Ker mislim, da čisto indiferentna do tega ne morem biti. Nenazadnje sem pač tudi, kar se posla tiče, je moja odgovornost, da sem seznanjena z vsemi ukrepi, z vsemi določili in z vsemi nevarnostmi, ki pač jih potencialno lahko jaz prenašam ali pa katerim sem jaz izpostavljena. Ampak tudi v bistvu, če nočem dobiti informacije o koroni, mi prileti mimogrede. V bistvu nekaj čisto poslovno delam na Facebooku, pa vsaj 3-4 članke vmes, vse naslove preberemo o kakšni teoriji zarote, pa o kakšnem katastrofalnem stanju je zdravstvo, ali pa kako fejst smo mi ogroženi, ali pa ne vem, kako nesrečno je nekdo zbolel za to boleznijo. In v bistvu to so negativne informacije, ki jih mi že čisto nezavedno sprocesiramo in se vsedajo nam nekje v možgane, nekje v naše nezavedno in se nalagajo. Dejansko, če smo čisto odkriti, pa če preletimo Facebook, rečemo 50 objav, jaz sem prepričana, da jih je 30 ali pa več negativnih. Pa spet bo to pomenilo v bistvu v nadaljevanju, kaj dejansko pomeni, da smo toliko izpostavljeni negativnim, oziroma kaj bi pomenilo, če bi se bolj izpostavljali nekim pozitivnim informacijam oziroma dražljajem in posledično tudi pozitivnim čutnim stanjem. Trenutne razmere so pa takšne, da je zahtevana socialna distanca, ki jo dejansko, mislim, da kar večina nas izvaja. Dan, kot smo ga imeli včasih, je popolnoma drugačen od tega, kakšnega imamo danes. In še vedno se lovimo in jutri bo mogoče čisto drugače in pojutrišnjem bo spet ena tretja slika in dejansko se iz dneva v dan, sploh ne morem reči tedna v teden, ampak dobesedno iz dneva v dan, lahko pričakujemo nekaj, kar nam bo spet postavilo našo dnevno rutino, naša pričakovanja in naš občutek varnosti na glavo. In v vsem tem je otežena medosebna komunikacija, zato ker ni zaželena socialna distanca. Socialni stiki niso zaželena pa je socialna distanca. Se pravi, da imamo teh stikov manj. Tudi v bistvu ta neka naša potreba po bližini, po varnosti, pa tako je zdaj v manjši meri zadovoljena. In posledično je seveda socialna podpora tudi manjša. Naj povem, da ključni dejavnik oziroma ključni prostor za socialno podporo je naše delovno mesto. Pri tistih, ki smo delovno aktivni. 8 ur v službi in to je tretjina dneva. Tisti, ki so pač dejansko bili delovno aktivni in 8 ur v neki pisarni, so si tam ustvarjali neko socialno mrežo, ki je njim dajala varnost in ponujala neko ramo za jokanje, če so jo potrebovali, ali pa dejansko neke pozitivne dražljaje, so tam dobivali neke pozitivne občutke in zdaj je tu na tem področju manjko. Ne moremo več iti v službo in v pisarno. Če zdaj povzamem, kolikor sem do zdaj povedala, pa upam, da ste od tega čim več slišali, sem omenila predvsem to socialno distanco in pomanjkanje socialne podpore, ki je posledica tega, da se pač dejansko, da je medosebna komunikacija otežena. In super primer je tole zdaj, da smo se mi lepo zbrali na webinarju in zdaj, ko za nalašč povezava heca. Potem ljudi skrbi za zdravje.
Skrbi jih za svoje zdravje, skrbi jih za zdravje bližnjih, za zdravje tvojih staršev, za zdravje otrok. Dejansko krožijo strašne zgodbe o tem, kaj lahko ta virus povzroči. Nekateri so za te zgodbe bolj dovzetni, drugi manj. Verjamem pa, da vsak izmed nas ima v svojem ožjem krogu, v krogu svojih najdražjih neko osebo, ki pa dejansko ima več dejavnikov tveganja, da se ta bolezen razvije slabše kot v povprečju. Potem dejansko nas skrbi, kaj bo za gospodarstvo. Kaj bo z delovnimi mesti? To skrbi predvsem mlade. Jaz sem veliko v stiku s študenti in jih zelo skrbi, kaj bodo, ko bodo zaključili s faksom, kaj bo to pomenilo za trg dela. Ženske skrbi, da bodo izgubile zaposlitev in v bistvu, kako bodo našle novo. Ne nazadnje tudi moške, ampak mogoče smo ženske tukaj bolj na udaru. Zaradi tega, ker je za ženske bolj značilno, da bodo skrbele za recimo otroke v času lockdowna, ko so otroci ostajali doma, smo večinoma mame skrbele za njih in jih šolale. Naenkrat smo postale tudi učiteljice, in kar je spet v bistvu oteževalo naše delo. Potem mogoče imamo kakšnega spet sorodnika, ki je v tem času potreboval več pomoči, ne vem, starejše starše, ki niso hodili v trgovino in tako naprej. In to je vse vplivalo na njeno delo zmožnost v tistem trenutku in se ženske bojijo, kaj se bo zgodilo, če ostanejo na cesti. Začela se je in pričakuje se še večja ekonomska in gospodarska kriza. Politične razmere, si ne bomo metali peska v oči, niso rožnate trenutno. Potem pa še cel ta moment, ko sploh ne vemo več, kaj je res in kaj ni res. Ker take in drugačne informacije krožijo po spletu, stroka se oglaša premalo oziroma se tudi oglaša neprimerno, pokroviteljsko, žali ljudi, ki dvomijo v upravičenost ukrepov, in potem to vzbuja še večji upor in še več neke negativne energije, negativnih občutij, in potem se poglabljajo še ta neka naša prepričanja oziroma še poglablja se ta občutek nemoči in nevarnosti. In dejstvo je, da trenutno ne poznamo nobene zanesljive rešitve. Poznamo rešitve za zajezitev, ki tudi nikomur ne garantira 100% varnosti. In to je spet ena velika frustracija, ki jo trenutno moramo prenašati. V bistvu nekega zanesljivega izida ni za nikogar izmed nas, ne na področju varnosti, ne na področju neke ekonomske perspektive, ne na področju zdravja. To je dejstvo in nekaterih se pač to bolj dotika, drugih pa manj. In vse, kar se v nas v takih trenutkih nesigurnosti in dejansko turbulenci v teh časih naglih in res velikih sprememb dogaja, bomo pogledali na naslednji prosojnici. In sicer, v bistvu, ko se mi znajdemo v nekem dogodku spremembe, ga mi zelo avtomatsko zaznamo in sprocesiramo glede na naša neka obstoječa prepričanja, glede na neke naše obstoječe vrednote in glede na neke naše, reči temu, miselne predispozicije oziroma avtomatske načine, avtomatizirane procese v mislih. In sicer takoj ocenimo ta dogodek spremembe glede na to, kako smo naklonjeni izidom, glede na to, koliko se nam zdi neka situacija pravična in v bistvu, koliko ocenjujemo, da ta situacija, koliko je ta sprememba velika oziroma v kakšnem obsegu je, kako zelo bo spremenila naš svet, kot ga poznamo danes, kako zelo bo vplivala na mene, na moj način delovanja. In potem naprej, se pravi, ko mi to zaznamo, se potem naprej ti kognitivni oziroma miselni procesi odvijajo na način, lahko grejo v pozitivno smer, v negativno, lahko čisto nevtralno ali pa neki mešani občutki, oziroma neka mešana stališča do tega, kaj se trenutno dogaja. In mi si potem zamišljamo, kaj se bo
odvijajo se nam scenariji, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj se lahko zgodi, ne? Kaj bom jaz zdaj trenutno, kako bom jaz zdaj trenutno živela, bom jaz zdaj izgubila stike z prijatelji, ne? In na vse to, kar jaz razmišljam, na vse te scenarije, ki se potem meni začnejo v glavi odvijati, imam jaz na to nek čustveni odziv oziroma ob tem nekaj občutim. In tudi čustvo, ki se ob tem, bomo rekli, skoraj avtomatsko pojavi, je lahko pozitivno, negativno, nevtralno ali mešano. In potem naša čustva vplivajo spet nazaj na naše mišljenje. In evo, to bom zdaj, da ne govorim samo hipotetično, ne, bom zdaj to razložila skozi en konkreten primer. Na primer, pa prvo sem pomislila na maske, ki so zdaj res tako pereča tema in sploh ne vem, če bi to odpirala. Ne bi želela, da to postane stvar debate o upravičenosti ali neupravičenosti maske, ampak da res služi zgolj kot en dober ilustrativen primer. Vkolikor je moje stališče do mask pozitivno in jaz ocenjujem, da to v bistvu, da si jaz nadenem masko, ne bo bistveno vplivalo na kvaliteto mojega življenja. Se pravi, je moj miselni odziv na to, bomo rekli, pozitiven ali vsaj nevtralen. Potem bo tudi neko moje čustvo ob tem pozitivno oziroma nevtralno. Jaz si bom dala masko gor in se bom počutila varno, ali pa se bom počutila dobro, ker bom s tem takoj pomislila, zdaj pa jaz zaščitim druge, ne? In potem, ko bom nosila to masko in bom videla druge, ki je ne nosijo, bom jaz še toliko bolj s ponosom jo nosila, ne? In bo to, se pravi, to moje čustvo ponosa bo nazaj vplivalo na moje misli, kako zelo prav imam jaz, ne? Da to masko nosim in da potem, ko se nekateri drugi ne držijo ukrepov, da se jih pa jaz držim. Vkolikor pa jaz verjamem, da je lahko maska škodljiva za moje zdravje, da zdaj navajam ta stereotipna oziroma najpogosteje navedena prepričanja, ne izražam svojega osebnega stališča do tega, ne v eno, ne v drugo smer. Se pravi, če pa jaz verjamem, da meni lahko maska škodi, da dejansko so s tem moja dihala še bolj ogrožena, da sem s tem še bolj izpostavljena lahko negativnim okoljskim vplivom, potem pa se v bistvu jaz ocenjujem, da je to krivično, da jaz moram masko nositi. Da je to neka represija in v bistvu tudi, če si slučajno nadenem masko, se potem počutim negativno, dejansko jaz takrat občutim, da nisem varna, in potem to spet nazaj vpliva na moje misli, verjetno bom potem tudi bolj dovzetna za, ne vem, mogoče za kakšno teorijo zarote ali pa se pravi, bo nazaj, ta moja negativna čustva bodo nazaj vplivala na to, da se bom jaz počutila v bistvu izdano strani nekih mogoče prijateljev, pa kaki pa maske nosijo in ne vidijo, kako zelo škodljivo je to in tako naprej. Se pravi, čustva in naše misli definitivno vplivajo eden na drugega in potem ustvarjajo takšen krog in eden drugega potrjujejo. Se pravi, če jaz najprej pomislim na nekaj negativnega in bo moj čustveni odziv negativen, potem bo ta moj čustveni odziv nazaj potrjeval, kako zelo pravilne so te moje negativne misli, ki se bodo poglabljale in bodo še bolj intenzivna negativna čustva povzročale. Govorimo o taki spirali potem, dejansko se eden drugega poglabljata. In v bistvu naš čustveni odziv lahko direktno vpliva na to, kako se bomo mi potem obnašali. Recimo, če imam jaz zelo negativno stališče do maske, si jo mogoče pač namenoma bez nekega upora ne bom nosila ali pa si jo bom v bistvu tako pod nosom dala ali pa pač, ne vem, imela na ušesih pa samo pod brado, pa ne vem, v glavnem, ful znamo biti ustvarjalni, kadar je to potrebno, Vpliva dejansko lahko moj čustveni odziv direktno potem na moje vedenje, Zdaj pa v bistvu prihajamo na področje, ki je meni zelo ljubo in jaz včasih znam se zelo zgubiti v njemu, zato bom tokrat skušala biti res jedrnata, konkretna in osredinjena na bistvo. Prihajamo na področje delovanja naših možganov in zakaj se mi zdi danes zelo pomembno, da o tem govorim, je zato, da mi v bistvu razumemo, kako naša čustva delujejo
kako nastanejo in kako potem naprej vplivajo na naše mišljenje oziroma na delovanje našega celotnega telesa. In v naših možganih je en center, taki čisto mali gumbek, ki se imenuje amigdala. In v bistvu vse, tako je, hvala Maja, da si jo označila, Maja zdaj kaže amigdala. V bistvu ta amigdala, vse informacije, ki jih mi iz okolja dobimo v naše telo, ne, se pravi skozi oči, ušesa, tip, okus in tako naprej. Informacije se pač porazdelijo po možganih v tiste centre, kjer se informacija razloži, kaj vidimo, kaj slišimo in tako naprej, ampak še preden se to zgodi, vse te informacije že sprocesira naša amigdala. In v stotinkah sekunde oceni, ali nas okolje ogroža, ali smo mi ogroženi. In vkolikor spozna, da smo mi ogroženi, takoj sproži proces v našem telesu, da se naše telo pripravi na boj ali beg. Ta je zelo značilna, zelo primitivna, oziroma primitivna, mislim v smislu primarna reakcija. Naše dejansko, in to pomeni, da se naše telo preko hormonov, najprej se sproži v naše kri en koktejl hormonov, ki vsebuje veliko noradrenalinskih nevrotransmiterjev, in v bistvu potem se poveča krvni obtok, kri v bistvu po telesu in nas pripravi na to, da bomo mi, če bomo ocenili, da se zmoremo boriti, da se bomo borili, oziroma če ocenimo, da se ne moremo boriti, da bomo zbežali. In vse tisto, vse tiste druge funkcije, vse tisti drugi procesi, ki v tem trenutku niso ključni oziroma ne podpirajo bežanja ali borbe, so izključeni oziroma zmanjšani na minimum. In na minimum je recimo zmanjšana naša prebava, ker v tistem trenutku ni ključno. V tistem trenutku ni tako pomembno, da mi tisti košček mesa prebavimo, ampak da smo dejansko dobro prekrvavljeni, da imamo veliko energije in da imamo energijo na rezervi, da bomo na polno šli v tisto reakcijo, ki jo dejansko v tistem trenutku potrebujemo. Ampak, takrat, ko je ta amigdala se v tem našem primitivnem delu možganov, to imenujemo, ko se je razvijala, je bila nevarnost ta, da je se človeku, našemu predniku, se mu je spodrsnilo, pa je obvisel nad prepadom. In je potem hitro se ta reakcija sprožila in je to njemu pomagalo, mu je dalo energijo, da se on povlekel ven, in potem ni bilo več nevarnosti in se je telo počasi začelo stabilizirati. Se pravi, da spet hormoni, ta hormonski koktejl začel rečiti v telesu, da tako rečem. Ali pa nevarnost je bila, da je slon proti njemu ali mamut, ali kaj proti njemu bežal, in on se je potem moral hitro omakniti, kaj splezati na drevo, se skriti in tako naprej, in potem, ko je mamut šel naprej svojo pot, je spet bil varen. Danes pa poznamo drugačne nevarnosti in te nevarnosti danes živijo v naši glavi. In naši možgani ne ločijo, kaj je to zares, in to, da mi trenutno nismo bolani, se pa bojimo, da lahko zbolimo, naši možgani doživljajo skoraj enako intenzivno, kot če smo mi v tem trenutku zares bolani. In naše telo pripravlja, da se bori proti tej bolezni. Če se mi bojimo za svojo službo ali pa, ne vem, za nekega našega bližnjega, imamo to sliko v glavi, naši možgani delujejo na način, oni nas pripravljajo, da mi za to situacijo rešujemo. Ampak v resnici ni te situacije, ki bi jo naj mi rešili. Mi se sekiramo na zalogo. Ampak, ko se pa mi sekiramo, pa naša prebava dela slabše. Pa ni samo prebava, to sem zdaj na to prebavo sem se zdaj ustavila, ker mislim, da je res vsem poznano, kako pomembno je dobro delovanje našega prebavnega sistema. Hkrati tudi vse druge naše miselne funkcije, naša sposobnost analiziranja, naša sposobnost preudarnega in kritičnega razmišljanja in kritične distance do nekih informacij, ki jo dobimo, to so vse procesi, ki so energetsko potratni in so v tistem trenutku izklopljeni in oslabljeni. In ko se mi znajdemo v eni situaciji, ko smo prestrašeni, ko smo fejst jezni,
ko smo, se pravi, pod stresom in se naše telo zaznava, da smo ogroženi, se težko iz tega ven izkopamo, zaradi tega, ker se dejansko samo poglabljamo. In naše telo dejansko na fiziološki ravni deluje na način, da nas zaščiti, ampak v resnici nas ščiti pred nečim, kar sploh ne obstaja. In zdaj, kaj je zdaj tukaj rešitev? Pa je dejansko to, da mi zavzamemo neko, bom rekla, kritično distanco do tega, kar trenutno razmišljamo, da prekinemo to negativno spiralo in da razmislimo, kaj pa mi dejansko v tem trenutku lahko naredimo, nad čem imamo nadzor in kakšne možnosti odziva imam. Se pravi, da se ne pustim samo nekim avtomatskim pa tistim prvim vzgibom, kak bi mi želeli odreagirati, ampak da dejansko skušam presekati, izstopiti iz te čustvene situacije in bomo rekli kot neki zunanji opazovalec pogledati sami nad sebe in se vprašati, kaj dejansko jaz zdaj lahko naredim. In v bistvu s tem bomo zaustavili ta čustveni proces in prišli v neko racionalno razmišljanje. In potem naprej delovali, se pravi, iz tega bo potem neka naša akcija vedenja. In zdaj je to moment, da mi to zmoremo, da mi zmoremo zavzeti to distanco, da zmoremo zavzeti neko pozitivno stališče oziroma videti neko situacijo spremembe oziroma neko, bomo rekli, objektivno stresno situacijo kot izziv v prvi vrsti. To je psihološka prožnost. In o psihološki prožnosti se je veliko govorilo že pred nastankom te pandemije, ampak tudi v času pandemije so se strokovnjaki spomnili in že imamo danes rezultate raziskav, ki so dejansko že potrdile, kako pomembna je psihološka prožnost na ohranjanje našega blagostanja. Blagostanje pa, če čisto laično rečemo, je to, da se mi počutimo dobro in da živimo kvalitetno. Ker če mi nimamo diagnoze, da imamo neko razpoloženjsko ali pa duševno motnjo, to še ne pomeni, da kvalitetno živimo, če smo konstantno v nekem strahu, pa v zakrčenosti. Pa ne vemo, kaj in kako naprej. In si ne upamo niti naprej. In tudi slovenski avtorji so izvajali raziskavo, konkretno navajam eno, ki je nastajala v času lockdowna, se pravi spomladi, ko smo bili vsi doma, in so ugotovili, da dejansko so bile v tem času za te razpoloženjske in duševne motnje najbolj dovzetne ženske, iz razlogov, ki smo jih tudi prej navajali, ker so se najbolj bale tudi poleg pač zdravja, so imela skrb tudi, ali bom zmogla opraviti vse obveznosti, se pravi poskrbeti za otroka, poskrbeti za službo in tako naprej, ali bom obdržala službo, če je ne obdržim, ali bom imela priložnost poiskati drugo. Zelo slabše so na to odreagirali mlajši. Čeprav objektivno gledano so imeli veliko boljšo prognozo, če zbolijo. Večina mlajših, ki je dejansko bolezen prebolela asimptomatsko ali pa z blažjimi simptomi, bali so se za svoje bližnje, bali so se za svojo prihodnost, tudi recimo manj izobraženi. Ali pa tisti, ki so mogoče težje ločili pri informacijah neko kvaliteto od, bomo rekli, plevela. In potem so jih samo bombardirali iz vseh strani, če prižgemo računalnik, če prižgemo televizijo, če prižgemo radio, smo bombardirani z informacijami takšnimi in drugačnimi o koroni. In še to je zanimivo, da so bili v bistvu duševno bolj ogroženi, oziroma psihološko blagostanje bolj ogroženo bilo pri tistih, ki so slabše ocenjevali svoje stanje zdravstveno. Se pravi, tisti, ki so ocenjevali svoje zdravstveno stanje, ne pa tisti, ki so dejansko objektivno imeli večje tveganje za slabši razplet bolezni. Se pravi, tisti, ki so imeli kronične bolezni in tako naprej. No, in potem so te avtorice dejansko tekom raziskave ugotovile, da tisti, ki so pa imeli visoko psihološko prožnost, da so ohranjali svoje blagostanje, ne glede na to, če so bili v teh rizičnih skupinah. In zanimivo je, da se psihološka prožnost razvija tudi skozi leta in skozi izkušnje že avtomatsko. Nekaj je, kaj že naša, bomo rekli, prirojena tendenca
nekaj, kar iz otroštva nosimo, potem je spet nekaj, kar nas življenje izuči, ne? In recimo take, ki imajo neke kronične bolezni, neke resnejše bolezni, imajo ponavadi tudi boljše razvito psihološko prožnost. Zato, ker so jih izkušnje že izučile, da vsega ne moramo imeti vedno pod kontrolo in znajo biti mogoče včasih tudi za ene stvari, ki jih drugi spregledamo, bolj hvaležni. Pa če se spet premaknemo malo naprej, pa gremo zdaj do tega, evo, kaj je dejansko ta psihološka prožnost. In definicij je mnogo, ampak vsem je skupno to, da psihološko prožna je tista oseba, ki se uspešno spoprijema z stisko, takrat, ko ta nastane. Uspešno spoprijemanje, to predvsem pomeni to, da ne katastrofizira, da se ne počuti čisto nemočno in da zmore vsaj del situacije sprejeti kot izziv. Vsaj v nekem delu vidi izziv, tudi če je dejansko situacija objektivno zelo slaba. Naprimer, te raziskave so delali tudi na ljudeh, ki so zboleli za rakom. Zdaj, na prvi pogled bomo rekli, da je težko nekaj pozitivnega vidimo v tem, da je nekdo zbolel za takšno boleznjo, ki sicer danes ima vedno boljšo prognozo. Ampak, če se pa pogovarjamo z ljudmi, ki so zboleli za rakom ali pa so ga že preboleli in tako naprej, jaz sem hvaležna za to priložnost, da sem imela to, mislim, da sem lahko spoznala take ljudi in da so oni tudi mene nekaj naučili, je pa to, da dejansko večina vidi nekaj pozitivnega v tem. Večina tistih, ki je bolezen prebolela ali pa vsaj zajezila, vidi nekaj pozitivnega. Vidi, da zdaj drugače gledajo na družino, da zdaj drugače gledajo na življenje in da dejansko bolj kvalitetno živijo kot prej, ko so pa bili zdravi. In v drugi vrsti je psihološka prožnost zmožnost uspešne prilagoditve potem. Ker ko pride neka sprememba, je naš naravni odziv, da se mi temu upiramo najprej, pa da ne želimo, da se spremeni, pa da ne želimo iti v neko neznano. Nekateri, spet pravim, nekateri imajo to tendenco bolj močno prisotno, drugi so mogoče bolj postolovski, ampak v človekovi naravi je, da se pa spremembam nekim velikim in temeljnim vseeno upiramo. Ampak hitreje kot ugotovimo, da pač zdaj tako kot je in da je najboljše, da se mi na to prilagodimo, na novo vzpostavimo svojo rutino, najdemo neke nove cilje, nove prioritete in nove priložnosti za sebe, prej bomo splavali in prej se bomo počutili boljše. Se pravi, uspešno spoprijemanje s stisko, to pomeni, da jaz zmorem ohranjati pozitivno razpoloženje ali pa vsaj pretežno pozitivno razpoloženje, ne glede na to, kakšna je situacija, ne? In sprejeti, kot pravim, vsaj del situacije kot izziv. In tu je zelo pomembno, da zato, da jaz zmorem nekaj sprejeti kot izziv, da sem opolnomočena z nekim znanjem in z nekim poznavanjem situacije, poznavanjem sebe in poznavanjem možnih izzivov. In kaj lahko dejansko naredimo sami v tej situaciji, ki sem jo jaz tako mogoče zelo črno predstavila, ampak bom rekla kar v nekem preseku realno, je dejansko to, da krepimo svojo socialno mrežo. Ne glede na to, da so trenutno naši socialni stiki omejeni so v živo, ne, pa se vseeno trudimo ohranjati neko socialno mrežo, neko socialno podporo in neke konstantne pogovore preko telefona, preko socialnih omrežij in tako naprej. Ne s pisanjem, dejansko tako, da se pokličemo pa slišimo. Ta v bistvu neverbalna komunikacija, to je neka neverbalna v smislu v tonu našega glasu in tako naprej. To je neka toplina, ki jo drugi drugemu dajemo. Potem pomembno je, da skrbimo za svoje telesno in duševno zdravje. Telesno v smislu zdrave prehrane, gibanja, da skrbimo za to, da imamo vse potrebne vitamine in minerale, vsaj v korektnih, bomo rekli temu, količinah ali pa razmerih v telesu. In naše telesno in duševno zdravje je tako zelo povezano. Da če se mi v bistvu dobro počutimo, če smo zadovoljni, je to spet se vrača našemu telesu nazaj, kot smo prej skozi tisto sliko možganov se pogovarjali. In isto nazaj, ko je telo zdravo, ko imamo mi, ko pravilno deluje, nam to nazaj vrača veselje. To je eno z drugim neločljivo. Dejansko, ko pride neka taka situacija, ko je sprememba velika, tako kot zdaj, da iščemo v tej situaciji neki naš smisel, neko naše novo poslanstvo.
Pa to je lahko v smislu, čisto v poklicnem smislu, da večina nas je zdaj morala naše poslovne procese nekako prilagoditi, pa tudi v čisto zasebnem smislu. Nekdo mogoče vidi neko svoje poslanstvo zdaj, da pa bo pomagal drugim, ali pa bo več komuniciral, ali pa bo naučil nekoga drugega uporabljati socialno omrežje, zato bo lahko ostajal v stiku. Se pravi, da se zaposlimo in da ohranjamo ta občutek koristnosti in ta občutek, da nenehno se premikamo naprej. Pomembno je, da se trudimo ohranjati pozitivne misli, da čim več razmišljamo pozitivno in da si naredimo eno bariero pred tem, ker dejansko zunaj je zdaj neko negativno stanje in objektivno gledano se ne dogajajo zdaj lepe stvari. Ampak to ne pomeni, da je to edino, kar se dogaja. Ogromno stvari lepih doživljamo in imamo priložnost videti in občutiti, pa včasih jih enostavno spregledamo, zato ker smo preveč osredinjeni na to negativno in na to strašno. Vkolikor pa pač dejansko ugotovimo, da smo v neki situaciji, ko pa težko sami iz nje splavamo, pa je pomembno, da si poiščemo tudi strokovno pomoč, če čutimo, da je to potrebno. In da to seveda storimo pravočasno. Tako, zdaj pa malo za hec, malo pa za res. Bi vas povabila, da do naslednjega srečanja naredimo eno domačo nalogo. Ali pa mogoče bolj kot domačo nalogo vas vabim k enemu eksperimentu, v katerem bom tudi jaz sodelovala. In sicer, da skušamo res ohranjati pozitivno razpoloženje, da skušamo večati ta naš občutek hvaležnosti tudi preko tega in sicer na način, da usmerjamo pozornost na pozitivne dogodke in na pozitivne trenutke, ki se nam zgodijo tekom dneva. To je lahko nekaj tako preprostega, ali pa tako, da ne rečem banalnega, kot je to, da se nam zalušta pica, pa si jo naročimo, pa uživamo med tem, ko jemo. Do tega, da se super nasmejemo za eno kolegico ob kavi, do tega, da imamo ful energije in ne vem, naredimo en super trening joge, ali pa v glavnem karkoli bo vam dejansko poveča občutek sreče in zadovoljstva, da na to preusmerite pozornost in si po možnosti, oziroma dajmo si to zapisati. Zapisujete si lahko tekom dneva, lahko pa dejansko ob koncu dneva si vzamete, ne bom vam vzela več kot 10 minut časa, da razmislite za nazaj, kaj se vam je v tistem dnevu lepega zdelo. To mogoče bolj velja za ženske, včasih pa tudi za moške, bolj smo motivirane k temu, če si neki lepi zvezek pripravimo, ali pa en lep list papirja, ali pa z neko rožico gor, pa si potem na hladilnik ali pa na neko vidno mesto to nalepimo. Evo pa še ena stvar je, da si vsak dan načrtujemo eno prijetno aktivnost. Vsaj eno, da si jo prav načrtujemo, ker včasih nam zmanjka časa oziroma pozabimo na to, da se moramo imeti fajn vsak dan. Mimogrede, jaz mislim, da je to eden izmed namenov, zakaj smo ljudje na svetu. Da uživamo med tem, ko živimo. In se mi zdi pomembno, da si dejansko tudi pozitivne aktivnosti načrtujemo. Pa magari, če je to 5 minut. Spet te aktivnosti so lahko zelo preproste. Lahko, pa ajde tudi, da si na vsake toliko nekaj kupimo lepega, ampak lahko je to tudi, da si vzamemo, da se z nekom pogovorimo, da se pogovorimo doma s partnerjem, in naj bo prijetno v smislu, se nekaj lepega pogovorimo, kako se imamo radi, ali pa kako smo se lepo imeli med počitnicami. Evo, zdaj pa, da ne bom predolga, grem še čisto na zadnji slajd, na katerem pa omenjam zmožnost uspešne prilagoditve na nove pogoje. To pa je v bistvu ta del psihološke prožnosti, ki naslavlja učinkovite strategije spoprijemanja s stresom, da si zmoremo prepoznati prioritete, da si jih znamo na novo postaviti v neki novi situaciji, da si zmoremo definirati neke nove cilje, da prevzamemo nadzor nad tistimi področji, kjer to lahko, in da potem posledično tudi prevzamemo odgovornost za to, kaj se nam dogaja in kako se počutimo. In da naredimo potem na podlagi tega en dober plan za doseganje ciljev in te cilje dejansko dosežemo. Ker to nam potem vrača nazaj samozavest, spet nam daje nazaj dobre občutke in spet nam vrača to življenjsko moč, da tako rečem. Več o tem pa bomo na prihodnjem seminarju govorili oziroma tudi zelo konkretno naslovili te neke strategije.
Da se vam jaz na tem mestu zahvaljujem za pozornost in tudi za zaupanje.